Olimpija pred dnevi gostovala v Kranju pri Triglavu, izgubila skar 5-2, to je bil še njihov četrti zaporedni poraz. Goričani pa še vedno na visokem četrtem mestu, ampak do konca prvenstva čakajo samo še eno pravo tekmo, to je finale pokala proti Mariboru. Prva akcija za Gorico, takoj pa velika priložnost za Kodo, ki je tokrat zgrešil vrata Olimpije. Še ena akcija gostov, priložnost za Gorico, poskušal je Vetrih. Na pravem mestu Šeliga, nato pa nova goriška kombinacija, podal je širok, Koda pa je premagal vratarja Šeligo za 0-1. To je bil še 16. gol napadalca Gorice v letošnji sezoni. Priložnost tudi za Olimpijo, kot prvi je za Ljubljančane poskušal povratnik Jović, tokrat mimo gola. Prosti strel za Olimpijo, tokrat je poskušal Nik Omladič, ki je v tem prvenstvu tudi najboljši strelec Olimpije. Zabil je 8 golov, tokrat je bil nekoliko premalo natančen. Še ena akcija Ljubljančanov, tudi tokrat je prišel do strela Omladič, tokrat visoko čez gol. Poskušal je še Coran, ki je v prejšnjem krogu zabil pravi Eurogol in bil ena izmed najbolj svrdlih točk pri Olimpiji. Tokrat je meril previsoko, do konca prvega dela pa še dve goriški akciji, najprej Koda, na pravem mestu Šeliga, ki je s tole izjemno obrambo žogo izbil kot. Potem pa še sodniški podaljšek, gneča pred vrati Olimpije, nihče pa ni streljal in končal se je prvi polčas z vodstvom Goričanov 0-1. Drugi del, prva akcija za Valenčiča, lepo je meril Filip Valenčič mimo vrat Gorice. In potem še en zadetek, spet je bil na pravem mestu Massimo Koda, ki je takole premagal Šeligo za 0-2. Še drugič vratnica na strani Italijana v dresu Gorice. Lep strel daleč in Gorica je vodila z 2 goloma prednosti. Do konca tekme še nekaj priložnosti. Najprej je prišel do zaključka v zadnji minuti rednega dela Lapadula, zgrešil je vrata Ljubljančanov. In potem še priložnost za Džermanoviča, podaja z leve, Džermanovič pa ni bil najbolj natančen, tudi on je meril visoko čez gol. 5. zaporedni poraz Olimpije, Gorica pa je zmago potrdila 4. mesto na lestvici prve lige.